Dober večer, dragi prijatelji. Naše človeško telo skriva v sebi veliko skrivnosti in ugank. In ena izmed presenetljivih lastnosti organizma, ki se običajno pojavijo po približno 50. letu, predvsem pri ženskah, je sposobnost proizvajanja soli v hrbtenici in sklepih. Soli, pa tudi drugo ime za ta pojav je grba. Kaj je to? Kakšno kemično sestavo teh soli so poskušali ugotoviti domači znanstveniki? Še enkrat so postavili vprašanje: znanost ali ljudska modrost? Kaj bo tokrat prevladalo? Zdaj bomo izvedeli. Torej, prijatelji, lokalizacija grbe je takšna, tvorba v obliki, kot nekakšne mehke iz rastline, ki se nahaja v zgornjem delu prsnega predela, na meji z spodnjim delom vratnega dela hrbtenice, prav tukaj na tem območju. Prav na področju trnastih odrastkov in celo nekoliko ob straneh od njih. Tukaj je lokalizacija te tvorbe, prav tako je znana pod imenom vdovska grba. Vdovska grba. Zakaj? To je bilo očitno neko zgodovinsko poimenovanje. Pri vdovi, morda se je pojavil pri kakšni znani vdovi, ali pa so ga včasih imele vdove. Težko je reči. Kdo ve, delite v komentarjih, zakaj ima takšno ime. Torej, pod kakšnim imenom ga poznamo? Grba, vdovska grba, nalaganje soli. Tako. Kaj bomo torej videli? Danes imamo sodobne preiskovalne metode, naprimer MRI, CT, rentgen. In nam za zdaj pokaže ali ne pokaže soli. Kaj nam pokaže vse te preiskovalne metode? To, da imamo v normalnem stanju določen upogib v vratnem delu hrbtenice. To imenujemo vratna lordoza. Vseh 7 vratnih vretenc je med seboj postavljenih v določenem položaju. Oblikujejo določen ukrivljenost, ki se imenuje lordoza. Omogoča nam izvajanje različnih gibov. Enakomerna obremenitev se porazdeli po vratu, kadar je prisotna. Omogoča nam, da nagnemo glavo naprej. Obstaja tudi majhna možnost gibanja nazaj, obrati v različne smeri. Toda sodobno življenje je kruto, od nas zahteva stalno pozornost. V tem položaju je glava najpogosteje, ker moramo ves čas gledati v zaslone telefonov. Prej smo morali gledati časopise, knjige, zdaj pa večinoma telefone. In zato več časa preživimo v položaju, ko je glava nagnjena naprej. Ko naša glava nagne naprej, tukaj gledamo preprosto naprej, naprej. Ko naša glava nagne navzdol, naprimer, ko nekaj preučujemo, recimo svojega telefona. Ali pa naprimer berete časopis. Tako, nekaj imate v rokah in delate sem. Dolgotrajno takšno držanje postopoma povzroči, da se mišice navadijo na ta položaj. In celo, ko se želimo ponovno vrniti sem nazaj, pogledati naprej, zaradi tega, ker mišice našega vratu postopoma oslabijo, postanejo tanjše, na nekaterih mestih celo pride do fibroze, torej jih delno nadomesti vezivno tkivo, ponekod pa se namesto mišic pojavi celo maščobno tkivo. Tukaj naše vratne mišice počasi postajajo šibke, tanke, tukaj so bile še močne, dobre. In ko želimo pogledati naprej, se odvrniti od naše glavne dejavnosti, želimo poravnati glavo, gibanje ne bo več takšno, naj kar tukaj narišem, tukaj. Ko bomo poravnavali glavo, se bo gibanje zgodilo ne v celotnem vratu, ampak samo tukaj, v njegovem zgornjem delu. Ta ukrivljenost pa bo ostala enaka. Torej bomo tako gledali naprej. Že v tem položaju, torej v tem običajnem položaju vratu,
Delujejo vse skupine mišic vratu, ampak samo ta zgornji del in ta postane preobremenjen. Zaradi tega tukaj nastane prekomerna napetost v zatelničnem predelu, tam pride do draženja zatelničnega živca, motenj venskega odtoka, v nekaterih primerih pa tudi motenj dotoka krvi. Toda stalna napetost tukaj postopoma povzroča omejitev gibljivosti vratu in zahrbtne soli, ki se začnejo nalagati. Prav na tem mestu tukaj. Počasi in neopazno, prav tukaj, se nam pojavi takšna maščobna izboklina. V bistvu to ni sol, kot so ugotovili domači znanstveniki, ko so proučevali podatke, izkazalo se je, da je to maščoba. Torej, človeško telo nima sposobnosti proizvajati soli na prehodu med vratom in prsnim delom, ima pa sposobnost tam proizvajati maščobo. In ta maščobna blazinica na tem mastnem mestu počasi začne rasti. In kako jo lahko odstranimo? Najprej moramo obnoviti te mišice, iztegovalke vratu in počasi bo ta oteklina izginila. Z delom mišic boste to dosegli. Ker je tukaj poleg maščobe tudi element otekline, vendar se bo z postopnim obnavljanjem mišic vse to zmanjšalo. Torej, prijatelji, preidimo od besed k dejanjem in začnimo odpravljati to vašo grbo. Prva skupina vaj, ki odstranjuje soli iz naše hrbtenice in odpravlja grbo, različne takšne vaje. Vzamemo valjček, nam položimo roke, se uležemo, valjček postavimo tik ob glavo in iz tega položaja začnemo dvigovati komolce navzgor. Zadržimo se sekundo ali dve v zgornjem položaju in spustimo navzdol. Dvignemo dlani, naslonimo se na valjček in spustimo. V tem položaju naredimo 10 ponovitev in 2-3 serije. Ko postane lahko, recimo po nekaj dneh, mesecih ali letih izvajanja te vaje, premaknete valjček nekoliko dlje, približno 5-10 cm od temena vaše glave. In že iz tega položaja poskusite dvigniti roke, jih dvignete, spustite, dvignete, spustite. V tem položaju vam bo deloval ravno zgornji del trapezne mišice med lopaticama, tam bo prišlo do krčenja napetosti prav na tistem mestu, kjer je mišica najbolj šibka in tanka. In v naslednji fazi začnete izvajati gibanje, pri čemer ves čas ohranjate komolce v zgornjem položaju. Torej, dvignali ste jih navzgor in tukaj izvajate gibanje naprej, nazaj, naprej, nazaj. Če vam je težko izvajati v prvem položaju, potem nekaj časa vadite v tem položaju. Nato otežite tako, da greste malo dlje in še malo dlje. Ves čas se opirate na čelo, se dotikate, da bi obremenitev šla prav na mišice med lopaticami v zgornjem delu med koti lopatic, tam se mišice dejansko napnejo. Zdaj, prijatelji, naslednja stopnja je, da še bolj obremenimo to skupino mišic, ki je odgovorna za kopičenje soli. Elastiko pritrdite na komolec, z drugo roko jo boste držali, roko postavite na steno, drugo, na katero je elastika, položite na zatilje in iz tega položaja začnete gibanje z roko. Tako nazaj. Tukaj se vam prav tako napne trapezna mišica, hkrati pa se poveča gibljivost lopatice, deltoidne mišice, gibanje vključuje tudi te mišice. V čem je razlika od prejšnje vaje? V tem, da tukaj mišice začnejo delovati iz nekoliko raztegnjenega položaja. Ker je pri vas mišica ves čas navajena biti v raztegnjenem položaju. Rame vam tukaj visi že leta. In iz tega položaja, da ga vrnete v bolj fiziološki položaj,
trenirate takšno gibanje na eno in na drugo stran. Tukaj, če želite povečati obremenitev, to roko ali uporabite bolj trdo elastiko ali pa to roko že malo odmaknete od centra sem na stran. Vidite? Torej, tukaj bo napetost močnejša. Bolj kot roko odmaknete sem, bolj se morajo mišice naprezati. Torej, začetni položaj je ta, roka je na sredini in iz tega položaja In izmenično z ene in z druge strani naredite gib 10-krat. elastiko izberete tako, da čutite napor, vendar naslednji dan ne smete imeti občutka, da vas vse boli. Da je vse izgubljeno za vedno. Torej, mišica mora vseeno prenesti obremenitve. Prve dni vas lahko malo boli, potem pa poskušajte pravilno izbirati obremenitev. In tretja vaja, prijatelji, je vaja, ki na čudežen način iz tako grdega položaja glave, ko jo s težavo obračate v različne smeri, Ampak je pa udobno gledati, kaj se nahaja spodaj. vrača prav v ta veličastni položaj glave, vratu, kjer začnejo delovati iztegovalke vratu. To je vaja takšna, poglejte, vzamete blazino ali nekaj dovolj mehkega, kar se lahko pod pritiskom tako stisne. No, blazina v bistvu ustreza, lahko jo tako prepolnite na pol. Lahko tudi kakšen mehak valj. Lahko vzamete tudi brisačo, jo dobro zložite, da bo dovolj mehka. Ker boste z glavo naslonjeni nanj. Položite ga tako pod tilnik, tako, In zdaj začnemo odmikati se od stene. Odmikati. Tako. In z zatiljem se še naprej opiramo na blazino ali brisačo, kar pač imate pod glavo. tako. In v nekem trenutku boste začutili, da so se mišice vratu dovolj dobro napeli. In začnejo se utrujati zaradi tega položaja. V tem položaju morate ostati, vendar pazite, da se vam brada na tak način ne spušča. Torej, da lahko zdržite v takem naravnem položaju glave. In v tem položaju, da se ne bi spustil, glejte, za vsak slučaj ne navzdol, niti ne naravnost, ampak malo navzgor. In potem boste imeli to množico 3 in tako naprej, pogovarjali se boste o tem, verjetno bo prav ostalo. V tem položaju ostanite do trenutka, ko začutite nelagodje. Začnite z 10 sekundami za začetek, potem lahko podaljšate na 20, 30 in celo do minute v tem položaju. Če boste tukaj začutili, da se vam napenja ne samo vrat, ampak tudi nekje v predelu hrbta in celo med lopaticami, potem delate vse pravilno. Ker tukaj vam mišice vratu delujejo po celotni dolžini. In ta vaja vam zelo dobro omogoča, da iz tega naprej sključenega položaja glave vrnete glavo tja, kjer je prvotno zrasla. Torej, prijatelji, tisti, ki ste poskusili vajo, v komentarjih napišite, za koliko se je med vajo zmanjšala vaša grbica oziroma ta izrastek. Seveda je treba vajo izvajati vsaj en mesec, da se vam bo to vsaj za polovico zmanjšalo, nato pa še naprej, da se bo zmanjšalo še za polovico. In potem delite v komentarjih fotografije svojih čudovitih rezultatov. Prav tako, prijatelji, naj vas spomnim, da so vse te vaje podrobneje razložene na povezavi v opisu. Tam vas že čakajo, kdaj boste končno začeli. No, do naslednjih oddaj.